Konzorcij več kot 400 novinarjev je v okviru panamskih dokumentov objavil 4700 zgodb, na podlagi katerih je 79 držav sprožilo preiskave, odstopali so premijeji in ministri, okrog 400 podjetij z borz pa je izgubilo skoraj 135 milijard dolarjev. Zgodba je prišla na dan aprila 2016 in kako je zadevo takrat videl naš komik Jure Godler. Medtem ko se mi kregamo o bedastih politikih, svet pretresa afera davčnih utaj. Firma Mossack Fonseca je za preprodajalce drog, športnike, kralje, predsednike, mafice in politike odpirala poštne nabiralnike v davčnih oazah. A preden se lotimo slovenske strani škandala, moramo razumeti, kaj se sploh dogaja. Recimo, da ves svoj denar spravljate v nogavico, a vaša žena redno preverja, koliko cekinov dodajete in jemljete. To vam seveda ni všeč, zato si kupite dodaten štumf in ga nesete kolegu Hermanu, saj njegova žena ni tako tečna in ne brska po tujih nogavicah. Kar pomeni, da po vaši ne bo stikala. Kaj kmalu zato slišijo tudi ostali prijatelji, zato tudi oni svoje nove štumfe nesejo k Hermanu. A glej ga zlomka, nekega dne Hermanova žena najde vse nogavice, tudi tisto, ki jo je mož uporabljal za masturbiranje. Seveda ponori in pokliče vse soproge iz soseske. In to je ta afera. Le da gre v resnici za bogataše, ki svoje milijone skrivajo v Panami. Kje skrivajo drg štumfe, pa nočemo vedeti. A je vse jasno? A je vse jasno? Poleg Putina, Mesija in arabskega kralja so se na seznamu znašli tudi Dejan Zavec, zakonca Login in steroidni diler Karner. Za slednjega je logično, da bo prav denar. Kaj boš rekel davčni? Ta milijon sem dobil od preprodaje substanc, tle imate dohodnino? A kaj? Bolj zanimiva so ostali. Recimo Mr. Sympathicus, Dejan Zavec, kralj slovenskih src in očitno utajevalec davkov. Kako to on komentira? Do pred mesec dni pravzaprav nisem vedel, da sem lastnik oziroma da sem odprl podjetje na Angleških otokih. Jaz Zavcu verjamem, da ne ve. Po vseh batinah, ki jih je fasil na gobec, mu ni za zameriti, če se tudi svojega imena ne spomne. Sploh pa kaj bo pa Dacan... Ne, resno, baje se mora sam sebe prefukati, da lahko zaspi. Sploh pa kaj bo Dacan naredil? Vsega Zavec zabije do nafte. No, poleg njega imamo še zakonca Login, ki sta zaslužila 800 milijonov dolarjev za aplikacijo, v kateri čohate mačka. Ja, kar pomeni, da sta druga kriminalca z mačko po Bondovem Blofeldu. Pa, da se pišeš Login in narediš aplikacijo. Kaj bi se pisal Rob in bil predsednik vlade. A ja, čakaj. No, tudi ona dva pravita, da nimate nič s tem. Tudi to je možno. Ja, pa kaj pa maček Tom? Te aplikacije so že tako napredne, da verjetno vsak maček zdaj v tej aplikaciji sam odpira firme po Srednji Ameriki. Počohaš mačka, za ušesem pa ti opere denar. Ampak dajmo se zresniti. Vedno rečemo, wow, bogataš ne plačuje davkov, pa kaj. Ti davki bi lahko zgradili ceste ali pa popravili bolnišnice. Medtem pa vi plačujete davke kot črnci. Mogoče Zavec ni kriv, a med nami so tudi mnogi biznismeni in politiki, ki imajo račune v Švici ali pa na Cipru. Islandski premier je odstopil par dneh. Pri nas pa ne bi, tudi če bi ga dobili, kako naroča jobce rdeče na davkoplačevalski denar. Ja, ponovno pozdravljen v studiu. To je bil nekoliko, bi rekel, zelo hudomušen pristop k predstavitvi teh panamskih dokumentov. Mogoče, Ivan, pravzaprav v Sloveniji nekih večjih pretresov zaradi teh panamskih dokumentov ni bilo. Mislim, res je to, da je bil Zavec na tapeti, potem zakonca Login, ki sta medtem že prodala v bistvu svojo firmo in zaslužila, mislim, da milijardo Kitajcem, ampak da bi bile kakšne preiskave ali kakšna obtožnica zaradi tega se v bistvu, ali pa smo kaj spregledali mogoče. Torej, te zgodbe o offshorih in sploh o panamskih dokumentih in teh ljudeh, ki so bili vzpostavljeni, to je več ali manj narejeno zato, da mediji nekaj poročajo, da se ljudje od nečem naslajajo. Jaz sem takrat, lahko rečem, pričakoval, da bodo dejansko objavili vsa imena vseh Slovencev, kajti časopis Delo in njegovi novinarji so govorili, da bodo objavili vse, nehali so že po par imenih.
kar pomeni, Zakaj misliš, da so nehali? Verjetno niso bila prava imena gor ali pa so jih mogoče kdo ustavil in za mene je to daleč od neutralnega pa neodvisnega novinarstva. Poleg tukaj pojavlja imena torej zakoncev Login, ki nista slovenska davčna rezidenta, pomeni ne vem, zakaj se sploh z njima ukvarjamo. Lahko bi se povprašali, zakaj nista slovenska davčna rezidenta, zato ker očitno so se odločila, da gresta tam, kjer je davčno ugodno torej davčno okolje bolj ugodno in to ni prepovedano, torej vsak lahko živi na katerem koli končku sveta, normalno pa mora te zadeve urediti slovensko davčno upravo in ona dva sta to, kakor jaz vem, tudi uredila. Mene bolj motijo te zadeve, ker se o tem govori, ne pove se pa nič konkretnega, govori se o tem, kako uteka denar iz Slovenije, to je spet informacija za naivne. Vsi vemo, da vsako nakazilo iz Slovenije je razvidno, se vidi, tudi na spletni strani Urada za preprečevanje pranja denarja se ta nakazila na 30.000 evrov ampak to je, objavljajo. Ivan, to je zdaj, ne? V bistvu prej Ne, pa glej, tega ni bilo. to je že kar nekaj let, torej mislim, da 4 ali 5 let se že objavlja, tudi prej, torej ni ga nakazila, ki gre iz Slovenije, da ga banka Slovenije ne vidi, oziroma da torej vsako nakazilo, ki gre iz slovenskega bančnega računa v tujino, se vidi. In nihče mi ne bo povedal, da to ne more davčno pogledati ali pa policija. Torej, to so zgodbe mogoče za nekoga, ki ne ve, kako se posluje. Drugo je pa, če se ta denar v offshorih nabira iz poslovanja v drugih državah po svetu, kar je največkrat. Pomeni, nekdo posluje iz enega offshora v drugi offshore, posluje iz Dubaja v offshore, posluje iz Kitajske v offshore, iz Rusije v offshore in tako naprej. Ampak to nima za Slovenijo nič. Tisti denar, ki pa gre iz Slovenije, ga pa vsakdo vidi, ga lahko vpraša, lahko povem iz izkušenj, da vsa nakazila, torej kar sem jaz imel davčnih postopkov, nakazila, ki so šla iz Slovenije v neke offshore in ni bilo dokazov za utemeljen strošek, je davčna uprava to obdavčila z slovenskim davkom, kot da tega nakazila ne bi bilo in bi bil v Sloveniji ustvarjen dobiček. Pomeni, da je treba malo dejansko, bolj dejansko govoriti in jaz sem dejansko razočaran, da časopis Delo ni takrat objavil. Tisto, kar je pa bilo za mene najbolj šokantno, da je o teh novicah tudi zelo poročal Pop TV, ki je pa tudi v lasti offshora. Tako da enostavno, bom rekel, sprenevedanje, da večje ne more biti. Ampak zdaj, Ivan, ti novinarji, ne, ki so pač obdelovali te panamske dokumente, so dobili Pulitzerjevo nagrado oziroma... Torej, Vlado, uporabil si pravilni izraz, ki so pregledovali panamske dokumente. Torej, oni so dobili dokumente, ko so zišli na neki disketi in so listali po njih. Torej, oni jih niso odkrili, oni niso šli gledati po sodnih registrih enega podjetja, drugega, tako kot sem jaz mogoče v primeru Pop TV-ja gledal vse sodne registre in slovenskega in nizozemskega in onega na otočku Curaçao. Pomeni, oni so dobili, nekdo, ki je bil tam zaposlen, je to prinesel in me zanima, kaj Tino pravi na to informacijo, kajti tudi on sigurno ima svoje mnenje glede tega. Ja, sam tole še, v bistvu prej smo govorili o Sorošu, ne? Soros je tudi lastnik mnogih medijev, med drugim tudi v bistvu Pop TV-ja posredno, ne? V bistvu preko Lauderja. Izvoli, Tino. Ja, tako, če je Ivo Andrić dobil Nobelovo nagrado za književnost, to ne pomeni, da so jo dobili vsi, ki smo prebrali Most na Drini. Ne? To je nekaj podobnega. Če pogledate, kdo je dobil Pulitzerjevo nagrado, sta to dva medija in med temi dvemi imeni ni Dela. Ne? Jaz mislim, da so si to oni bolj pripisali, pač da so sodelovali z njimi. Ne vem sicer, kje so jih dobili, ampak to kaže tudi na zelo nejasno sliko o slovenskih medijih v Zahodni Evropi in v Ameriki. Tako da to je, oprostite, to je velik problem. Sicer pa bi to, kar pravi Ivan, da se novinarji niso spravili na nekatere ljudi, to bi držalo, to se popolnoma strinjam. Recimo, če pogledamo med temi imeni, ki so jih zelo sramežljivo v kasnejših izdajah omenjali, je tudi eden, ki je bil obsojen zaradi izčrpavanja SCT-ja. Izčrpavanje SCT-ja, to je bila pomoč Ivanu Zidarju. Ivan Zidar, vemo, koga je politično podpiral. Pa koga misliš? Koga misliš tu? Imaš kako konkretne? Politično levico in da je bil tu v ozadju gotovo, je imel svoje prste tudi Janez Zemljarič in razni strici iz ozadja, tako da jaz mislim, da je to zelo jasna stvar. Glede tega, da iz Slovenije ne gre denar v tujino, to je pa smešnica. Ne, to nisem povedal, jaz sem povedal, da se vsako nakazilo vidi. Ja, ampak
ko je bil pred leti posvet o slovenskem denarju v tujini, Tisti je ki je preteral. odtekel, ko je bil posvet, je prišel Tam je bilo nek, govora 50 oziroma 60 ja, milijard. ocena je bila med 50 in 75 milijardami evrov. Ne? Za primerjavo, naš proračun je težak dobrih 8 milijard evrov. Torej v tujino je pa šlo od 50 do 75 milijard. Tino, samo nekaj, zakaj potem ni bil sprejet moj predlog, da sprejmemo 10% davčno stopnjo, da se teh 50 milijard vrne nazaj, pa bi imeli 5 milijard v proračun. Ja, to bi bilo krasno, če bi to naredili. Ne? Torej, jaz ti povem, denar tudi prihaja nazaj. Iz mojih denar izkušenj prihaja nazaj, ker če pogledamo lastnike nekaterih velikih državnih oziroma nekdanjih državnih podjetij, so lastniki poštni nabiralniki. Recimo NKBM, banka, je lastnik nek poštni nabiralnik. Ne? Jaz težko verjamem, isto je recimo za Cimos, jaz težko verjamem, da prihaja v Cimos nek italijanski investitor. Ne? Ne ve se kdo in zato je precej logično, da sem prihaja ta pokraden denar, zato ker se politična levica na ta način si vrača denar v domovino. Dobro, jaz mislim, Tino, da vsaj koliko jaz poznam te zgodbe, da se predvsem odkupujejo terjatve DUTB-a, ki so šle na slabo banko, pač, kjer so recimo vredne 20 milijonov, pa se odkupujejo po 4 milijona in to jih odkupujejo isti lastniki. Zdaj verjetno tudi z denarjem, ki prihaja iz tujine. Ivan, ti si hotel... Poglejte lastništvo medijev, pa vam bo vse jasno. Poglejte, kako se je Mladina lastninila in kako je prišel denar od Saftija, kar je nekaj zelo podobnega kot te davčne oaze, kako se je vrnil v Slovenijo, ne? V lastništvu Mladine. Ampak Safti ni lastnik Mladine. Ne, ampak njihov denar je prišel nazaj v Slovenijo in so oni lastniki Mladine. Ne? Zdaj, Ivan, Anoška Delić, ki je pač vodila ta tim v Sloveniji, pravi, da je zelo ponosna. V bistvu, da ne more verjeti, da je pač udeležena v tem, da so dobili Pulitzerjevo nagrado. Torej, Anoška Delić je v preteklosti v meni pisala neresnice, tako da jaz nekaj dost ne verjamem, tako da sem do tega skeptičen in jaz bi bil dosti bolj zadovoljen, če bi o tem pisal nek drugi novinar, ki je mogoče bolj neutralen, ki je v preteklosti pisal samo resnice, ne pa neresnice. In to je pač moje mnenje osebno, moja osebna izkušnja z njo, kjer je pač meni nekaj pripisala, kar nisem naredil. In glejte, življenje teče naprej, takrat sem jaz imel pač določene težave, te težave so se rešile, ampak moj odnos do Anuške Delić je ostal takšen, kot je. In mislim, da bi bilo veliko boljše za časopis Delo, če bi takrat najdel nekega drugega novinarja. Če pa sem prej poslušal Tinota, mislim, da sta bila nagrado prejela dva druga medija in če drži to, kar je Tino povedal, jaz nisem preveril, da Dela ni med tem in da Anuške Delić ni med tem, pomeni, da tega ona ni dobila. Ne, gre za posebno kategorijo tako imenovanega pojasnevalnega novinarstva. Ne? To ni to glavno. so bravci, ne? Bravci so tudi dobili hkrati, ne? Bravci romana oziroma bravci teh dosjejev. Ne, mislim, da ni čist kot Tino. Ne? Jaz ne poznam vseh kategorij. Ja, poglejte, kako je dva medija, ameriška mislim, da sta dobila to nagrado in zato, ker so pač to si pomagali z mediji v 97 državah, se potem 97 medijev drugih si lasti to nagrado. Ti si bil predsednik Združenja novinarjev in publicistov in veš, da se pač podeljujejo nagrade v različnih kategorijah. Ne, v bistvu, ampak v tej kategoriji sta samo dva medija. Ne, drugih 97 pa jih ni dobilo te nagrade. To je razlaga, ki je v slovenskem časopisu Delo napisana. In jaz bi tudi verjel neki neutralnosti teh postopkov časopisa Delo, če bi objavili vsa imena, vse povezave, ki so jih imeli v tistih podatkih, ne pa da so objavili samo par ljudi. Zakaj misliš, da jih niso objavili? V bistvu, a je kdo vplival na njih po tvoji oceni oziroma zakaj so nehali objavljati v bistvu te dokumente? Torej, po prvih začetnih objavah, tam, ki je bil Dejan Zavec, torej jaz vem, kako te zadeve potekajo, verjetno je bil samo mogoče seznanjen, da se nekaj dela, ni bil pa seznanjen, da je bilo ustanovljeno podjetje. Zakaj so nehali? Sigurno je nekdo to ustavil, torej kdo je ustavil, ne vem.
Povezave Anuške Delić tudi poznamo in vemo, kdo lahko ustavlja te zadeve. Misliš, Franci zavrl? Ne, tega nisem jaz povedal, to si povedal ti. Enostavno, torej zadeve so možne in enostavno jaz tega ne sprejmem, da očrniš samo nekaj ljudi, ne očrniš pa tiste, ki so mogoče delali z dosti večjimi denarji, in dokler časopis Delo ne bo objavil vseh imen, jaz ne verjamem v to. Poleg tega pa je šlo za podatke, ki jih je nekdo ukradel v odvetniški družbi in ali jih je prodal naprej ali jih je pa dal, kar pomeni, da je za mene drugi. To pomeni, kot da bi jaz danes šel in bi ukradel, ne vem, neke podatke časopisa Delo in bi tam videl, kateri novinarji za časopis delajo preko popoldanskega SP-ja oziroma preko normiranega SP-ja in plačujejo samo 4% davka, medtem ko jaz plačujem pa 50 ali pa 60% davka s prispevki. Ampak verjetno če lahko, račune v tujini niso odpirali Janez Zemljarič in Dušan Černigoj in Ivan Zidar. Račune v tujini so odpirale male ribe, zato da ni sledljivosti. In če vzamemo to oceno, najnižjo oceno od tega tujega strokovnjaka, da je v tujini 50 milijard evrov, in se mi potem spravimo na enega boksera, ki ima v teh oazah, koliko ima? Recimo 100 000 ali pa če ima $500 000. Mislim, da je to prinesel pomeni, da mi preganjamo kurje tatove. Mi preganjamo kurje tatove, tatovi draguljev se pa sprehajajo prosto naokoli. Ampak Ivan, v bistvu verjetno pa ne podpiraš tega skrivanja denarja v davčnih oazah. Mislim, da so bili aretirani ti vsi ljudi, mislim, vrh te odvetniške družbe Mossack Fonseca je bil aretiran. Je sicer res, da je zanimivo, da je zelo malo Američanov v teh dokumentih in se teorija je, da je pač to CIA dala v bistvu ven te dokumente, ampak Američani imajo dosti svojih davčnih oaz, pa verjetno tam delivery, pa še kje, mislim. Ampak zdaj, po nekaterih podatkih je kar 8% svetovnega premoženja skritega v davčnih oazah, ali pa mogoče še več, ne? Torej, zakaj so davčne oaze nastale in zakaj ljudje hodijo tam? Prav gotovo zaradi tega, da so tam nižje davčne stopnje, da tam lahko nekdo shrani neki denar in prikazuje, kot da tam posluje. Jaz nisem bil nikoli zagovornik tega, torej jaz ne nasprotujem temu, da imajo ljudje podjetja v tujini, ampak takrat morajo tudi tam delati, morajo tam bivati, ali pa se morajo iz Slovenije odpeljati v tisto državo, kjer imajo podjetje in tam dejansko delati. Torej ne podpiram in ne zagovarjam nekega fiktivnega fakturiranja, sploh pa, kar sem hotel povedati, slovenska davčna uprava te kontrole upravlja zelo dobro. In vsako... Ivan, ampak jaz mislim, poznam nekaj primerov firm, ki se tudi s pravnimi zadevami ukvarjajo in so si namerno dali mamo, da je lastnik na Nizozemskem in ves kapital oziroma ves dobiček in celotna nakazila grejo na Nizozemsko. Ne, počasi. Oni so si dali mamo na Nizozemsko. Mama ima pravico, da dobi samo dividende in popolnoma nič drugega. Ne, ampak mislim, da poslujejo preko tega. Ne, gledaj, prvo, če dobi dividende, mama dobi dividende, imamo evropsko direktivo, dividende grejo brez davka. To je, bom rekel, finančna konstrukcija, ki jo je imel Pop TV preko Nizozemske. To pomeni, to je vse ok. Če pa to nizozemsko podjetje, ta mama upravlja kakšne storitve še za slovensko hčerko in je to zaračunava, pa slovenska davčna uprava zahteva dokazila, da so te storitve bile upravljene, kdo jih je upravil v nizozemskem podjetju, koliko časa je zaposlen v nizozemskem podjetju, s katerimi sredstvi, kje je pisarna, in če tega ničesar ni, kot sem že prej povedal uvodoma, ti odhodki niso priznani in v Sloveniji je plačan davek po slovenski davčni stopnji, kot da bi bila storitev upravljena v Sloveniji. Dobro, jaz bi predlagal, da na tej točki zaključimo. Seveda tudi tretja tema bo na nek način povezana s financami. Gre za Heleno Blagne, ki je te dni omenjena precej v rumenih medijih, češ da ima blokirane račune. Po oglasih.